Bi rekel, da smo mi že, takoj ko smo videli to novelo zakona in predvsem te precej drastične spremembe ocenili, da ne gre za neke manjše posege v zakon, ampak temeljit poseg v sodno vejo oblasti in smo zato z podpisi zahtevali to splošno razpravo in, bom rekel, najbolj običajen postopek sprejema zakona. Z tega vidika bo zagotovo mogoče tudi tiste rešitve, o katerih je predsednica v tem trenutku govorila, pretehtati tudi mogoče v njihovih pomanjkljivostih, vključiti v to zainteresirano strokovno javnost, tudi ta združenja sodniška, pravnike in eventualno fakultete in njihove katedre, ki se s tem ukvarjajo. Skratka, pot za to, da se o tem temeljito razpravlja, je z tem našim predlogom za splošno razpravo že odprta. Druga stvar, ki jo velja povedati, je, da res nastaja vtis, da minister Šturm vlada in tisti, ki pri tem sodelujejo, na nek način, bom rekel, zelo ogrožajo ta ideal, bom rekel, ločenih, ustavni ideal tega, da so veje oblasti ločene, zakonodajna, pravna in sodna. Zakaj menimo tako? Ne samo zaradi teh posegov, ki dejansko pomenijo, da izvršna oblast lahko kroji, bom rekel, ključne odločitve v organizaciji sodstva in pa tudi v tem, kako pač teče pripad in kdo o čem odloča, ampak vidimo, da prvi mož v vladi, ki je zadolžen za vprašanje pravosodja, nima te moči, da se ne bi vzdržal konstantnih polemik z sodišči. Jaz sem šel si prečitati to, kar je minister Šturm včeraj govoril, in bi se z njim strinjal, da je precej problematično, da politične stranke polemizirajo z odločitvami sodišč. S tem se je absolutno mogoče strinjati, ampak cel svoj nastop pa je potem minister Šturm porabil za to, da je polemiziral z odločitvijo sodišča, s katero se ne strinja. Sodišče je poučeval, da ni uporabljal, bom rekel, pravega zakona, da tudi tisto, kar je uporabljal, ni uporabljal na pravi način, da nadalje pač je možna pritožba tudi po zakonski rešitvi, kjer je on sam predlagal, da je pač sodba dokončna in da ne govorim tako naprej. Se pravi, minister Šturm bi se moral enkrat odločiti, ali je v stanju kot tisti prvi, a ne demonstrirati tudi potrebno moč, da sprejme odločitve sodišča. Sam je pristal na to, da v tej arbitraži, ki jo je pač sodišče izvedlo glede njegovih postopkov na ljubljanskem okrožnem sodišču, zadnjo besedo izreče sodišče. Ko jo je izreklo, jo noče sprejeti. Ne glede na to, da jo je, bom rekel, po teh osporavanih odločbah. Tako da mislim, da je tu nekje treba, ko govorimo širše, in se ne zapletamo samo v ta dopolnila in amandmaje, videti, da ta vlada pravzaprav je sedaj na dnevni red teh stvari, ki jih mora temeljito spremeniti po, ne vem, šolstvu, po odnosu recimo do instituta ločitve cerkve in države, po vprašanju svobode medijev, po
drugih teh stvari, da je sodišče in sodna veja oblasti tist poligon, kjer bodo poskušali doseči svojo dominacijo. To pa je, bom rekel, nekaj, kar na koncu ogroža, bom rekel, temelje ureditve in, bom rekel, temelje vere v to, da obstaja, bom rekel, sistem medsebojne kontrole teh vej oblasti in da obstaja institut, ki lahko predvsem v sporih posameznikov ali pa posameznih subjektov ali pa v sporih njih z oblastmi nevtralno in neodvisno presojajo. Te vrste pritiski na sodišče, češ da ne znajo brati ne zakonov, ne pisati sodb in po drugi strani z spremembami zakonodajnimi, da si bodo lahko izbrali sodnika, ki bo sodil v posameznih stvareh, pa da bodo lahko uporabljali tiste podatke, ki morajo biti pravzaprav skriti očem javnosti, dokler sodbe niso pravnomočne, ne si zagotavljajo, bom rekel, neko moč in možnost manipulacije, ki jo pač ni mogoče sprejeti ne z vidika neke opozicije, ampak z vidika ljudi, ki jim je v mislih, bom rekel, ustavni red.